Zdaj že veste, da pri BMW-ju E na koncu oznake za serijo in moč pomeni elektrika. Tole je priključni hibrid in eden od bolj udobnih, ko smo že pri tem. Petka je zelo prijeten avto, če imate radi takšne, ki so udobni in imajo obenem tudi dober občutek med vožnjo. Ne tako dober kot pri klasičnem modelu, pozna se, da je tudi 155 kg težji, ampak kupci takšnih avtov ne želite izrazite športnosti, bolj je pomembna tiha vožnja mimo sosedov, a ne? Tehnični podatki gredo takole. 2-litrski bencinski in električni motor imata skupaj 185 kW, to je 252 konjev, 420 Nm navora že od 1350 vrtljajev, to je najbolj pomemben podatek, da veste, koliko dobro vleče z mesta, do 100 pospeši v 6,2 sekunde, baterija pa ima uporabno kapaciteto 9,2 kWh. Na navadni vtičenci se polni nekje 4,5 ure. Na testu samo na elektriko z njim prevozim okrog 30 km, poraba pa je zdaj 4,9 litra. Ravno ta poraba je zelo odvisna od tega, kakšne so vaše dnevne vožnje in kako pridno ga boste polnili. Če bi recimo vozili samo na bencin, bi bila poraba hiter blizu 10, če imate do službe 15 km in bi ga vsak dan pridno polnili, pa še enkrat na leto ne bi tankali. Baterija krade prostor prtljažniku, nizek je in meri 410 litrov, s 46 litri je majhen tudi tank za gorivo, zato pa avto odlično deluje kot hibrid. Dobro je sestavljen, da je vožnja čist tiha na lepi cesti, motor pa se skoraj brezčutno vklop in pomaga, da se lahko peljete daleč. Prvič je na voljo tudi 4-kolesni pogon MX-Drive, ki je vse bolj priljubljen pri BMW-ju. Novi 330e je sicer še boljši, ker se bolje pelje in ima še večjo baterijo. Če mora biti petka, je pa takšna z veliko dodatne opreme lahko vaša za slabih 95 000 evrčkov. Tukaj se ne sprašuje, če se splača, ampak če je dovolj dober zame.